Sem Robert Balažic in sem zaposlen na Srednji poklicni tehniški šoli Murska Sobota kot učitelj strokovnih modulov ter praktičnega pouka. Naša šola je bila ustanovljena pred več kot 120 leti in je najstarejša poklicna šola v Pomurju. Trenutno jo obiskuje okrog 900 dijakov, ki se izobražujejo v poklicnih, tehniških in poklicno-tehniških programih na področjih elektrotehnike, lesarstva, oblikovanja, računalništva in strojništva. Poleg tega pa kot dislocirana enota izobražujemo še v 4 višješolskih programih, in sicer informatike, mehatronike, elektrotehnike in strojništva. Kot dodatne dejavnosti šole so še izobraževanje odraslih, sodelovanje in upravljanje določenih storitvenih dejavnosti. Na šoli poučujem predmeta s področja prostorskega računalniškega modeliranja in programiranja CNC strojev. Pri računalniškem modeliranju se dijaki naučijo izdelati prostorske modele, jih sestaviti v sklop, izdelati animacije in analize, pripraviti tehnično dokumentacijo ter s pomočjo 3D tiskalnikov izdelati prototipe ali pa uporabne izdelke. Pri programiranju CNC stroja se dijaki naučijo programirati različne CNC krmilnike, uporabljati različne programske pakete za programiranje CNC strojev, spoznajo pa tudi različna obdelovalna orodja, so sposobni pripraviti in nastaviti CNC stroj ter izdelati izdelke iz različnih materialov na naših šolskih CNC strojih. Naučijo se tudi uporabljati različna merilna orodja za kontrolo izdelkov. V naš kurikulum za prostorsko računalniško modeliranje je vključena programska oprema PTC Creo, za inženirske izračune pa še orodje MATCAD. Programsko opremo lahko dijaki uporabljajo tudi za pripravo projektnih nalog, učitelji pa kot pomoč pri pripravi vaj in nalog oziroma izračunov. Pred kratkim smo dodali še program OnShape, ki omogoča prostorsko računalniško modeliranje v oblaku. Programsko orodje Creo, takratni proinženir, uporabljamo že od leta 2004, MATCAD pa od leta 2014. Za programsko opremo podjetja PTC smo se odločili zato, ker pokriva celotno področje doseganja učnih ciljev, tako na področju CAD kot tudi CAM ter CAE. Pa tudi zato, ker ga v večini uporabljajo podjetja v naši okolici in ostala slovenska industrija. Odločilno vlogo pri izbiri programske opreme je predstavljala tudi odlična podpora šolam strani PTC, kakor tudi strani podjetja Audax. Programsko orodje Creo uporabljamo predvsem na področju strojništva, OnShape pa tudi oblikovalci in računalničari pri predmetih grafičnega oblikovanja. Podjetje Audax nas sproti obvešča o vseh novitetah o programski opremi iz svoje ponudbe in nam nudi dodatna brezplačna izobraževanja ter pomoč pri delu. Na razpolago imamo tudi ustrezno literaturo s primeri in vajami. V primeru kakršnekoli pomoči pri našem delu s programsko opremo so tudi zelo hitro odzivni in ustrežljivi s svojimi nasveti in izkušnjami. Omogoča nam tudi brezplačno uporabo različne programske opreme, tako učiteljem kot dijakom. Vsako leto organizira in izvede nagradni natečaj za dijake in študente, da se predstavijo s svojimi konstrukcijami in projekti, izdelanimi s programsko opremo Creo in OnShape. Sodelovanje med šolo in lokalnimi podjetji je dvosmerno. Šola izobražuje kadre, ki jih podjetja potrebujejo, podjetja pa opremljajo šolo z ustrezno opremo ter učiteljem nudijo usposabljanja za donirano opremo. Okrepljen je tudi sodelovanje s panožnimi sekcijami obrtne in gospodarske zbornice, ki skupaj z nami oblikujejo vsebine odprtega kurikula. Šola sodeluje s podjetji tudi v okviru izobraževanja za njihove zaposlene, za dokvalifikacije in prekvalifikacije. Na Srednji poklicni tehniški šoli se že več kot 30 let ukvarjamo s projektnim delom, v okviru katerega je nastalo veliko novih izdelkov. Najprej smo v projektih sodelovali samo učitelji z različnih področij, kasneje pa smo poskušali svoje znanje in izkušnje prenesti na dijake, kar nam je v veliki meri tudi uspelo, saj so dijaki s svojimi projektnimi in raziskovalnimi nalogami na različnih regijskih in državnih tekmovanjih zasedli odlična mesta. Eden od zanimivejših projektov, na katerem trenutno delamo, je modeliranje robota, kasneje pa tudi njegova izdelava in priprava aplikacije za njegovo vodenje in programiranje. V letošnjem šolskem letu smo dodali večji poudarek na uporabi programskega orodja OnShape. Z OnShape lahko dijaki modelirajo, sestavijo v sklope in izvedejo simulacije, pripravljajo dokumentacijo kar v oblaku in ni potrebno programa nalagati na računalnik. Omogoča nam tudi zelo enostavno komunikacijo med učitelji in dijaki, saj lahko svoje komentarje zapišejo kar na gradnik ali komponento, shranjeno v oblaku.